Dobrodošli v rubriki Vis-a-vis, moj gost nocoj, moj zelo dober prijatelj, že iz mlajših let in najboljši slovenski imitator, Jure Mastnak. Dobrodošel. Ja. Hvala, da si vzel čas za ta intervju. In ko rečem najboljši slovenski imitator, to zelo resno mislim. Pa veš zakaj? Kako lepo. Ne, Jure. Veš zakaj? Povej. Ne bom rekel, da sva z istega foha, ker seb ne bom nikoli rekel imitator. Imel sem nekaj... O ja, seveda si tudi si imitator, zakone. Jaz bi rekel, da sem sam začel imitirati Bina pa Busha, da je to nekaj, kar sem jaz naredil. Ker če se poglobiva v tehniko imitiranja, ti veš, da kot najboljši v tem, da obstajajo neki nastavki, ki jih narediš zato, da nekoga imitiraš. Da obstajajo neke poteze, grimasne, s katerimi boš dosegel nek... Ja, ena kemija mora biti, ne? Neka kemija mora biti. In veš, da če te nekdo, ki ima tudi talent za približno za imitirati, lahko vidi tvoj nastavek in potem imitira tebe, kako imitiraš tisti lik. Je to res, kar sem zdaj rekel? Ja, je v bistvu, ja. No, in tvoji liki se mi zdijo, da so drugi stand-up komiki in mogoče manj znani imitatorji posvojili po tebi. Ker če jaz slišim imitacijo Jankovića, jaz ne poslušam imitacijo Zorana Jankovića, ampak poslušam tvojo imitacijo Zorana Jankovića. Ti si jo pa mogel iz nule razviti. Se motim? V bistvu se ne motiš, ne. In kako se ti počutiš po tem takem, kaj vidiš? Ma ne vem, ker sploh v bistvu tega ne spremljam toliko, kdo še imitira Jankovića. Jaz pač sem v svojih likih, kako pa drugi imitirajo. Mogoče vi to slišite, jaz pa ne. Ne vem. Vidiš? Jaz sem to mogoče tudi ti slišiš. največkrat opazil nekdo bd. Ja, sem rekel, čakaj malo. To ni Zoran Janković, to je Jure Mastnak, ki imitira Zorana Jankovića. Te nisem nikoli razmišljal. Jaz pa velikokrat. Sploh zaradi tega, ker nimam toliko talenta za seveda imaš, si tudi ogromno likov ustvaril, tako da si tudi imitator. Kako si pa ti prišel v te imitatorske, predvidevam, da že v mlajših letih? To se je začel z risankam. Z risankam, ja. So bili to tvoji prvi liki, ki si jih imitiral? Ja, Kateri? prvi liki. Daffy Duck, Porky the Pig, Racmani Jakati oziroma Donald Duck, Disneyjeve risanke, potem jasno tudi serije, predvsem na nemških televizijah, Knight Rider. Knight Rider. Ein Mann, ein Auto. Ein Mann. Ein Auto. Ein Mann, ein Auto, ein Computer. Ein Mann und sein Auto kämpfen gegen das Unrecht. Knight Rider. Knight Rider. Knight Rider. In kako? Se pravi kaj? Ker pač smo bili vsi otroci, ampak niso vsi imitatorji potem kasneje. Kako da si ti, ker ti profesionalno imitiraš, se pravi, sinhroniziraš risanke. Tako. Nastopaš z imitacijami svojih likov. Na Radiu Gaga si od katerega leta? 99, 2000. 99, 25 let že, ja. Kako je prišlo do tega stika s Sašotom Hribarjem, velikim pokojnim? Ja, tako je bilo. Poznali smo enega na radiju, kaj bi že oziroma šef dopisništva, jaz bi pa rad enkrat prišel do Gagaja. Da sem kontekst postavil, se pravi, Radio Gaga, Hribarjev v tisti fazi ni imel toliko velik sodelavcev. Je bil Sašo bil takrat še sam? Takrat je bil sam, ja. Okay. Takrat je bil sam in enkrat uletim, Saš, pa se veš, kako je bilo pri njemu, ne? Ja. Vse je bilo napolno, ne? In sem začel pol, v bistvu nekajkrat sem imel tiste, kako smo imeli recimo kulturni dan v srednji šoli, pa sem rekel, da sem zbolel, pa sem šel v petek na Gaga poslušati in gledati. Pa tako v parih mesecih, kaj Jurčija, kaj znaš imitirati? Ja, nekaj francosko, ja, boš evo, novinar Le Monda. In s tem se je začel? S tem se je začel, tako. Kakšno je bilo javljanje? To sem pa že pozabil, ne, to se pa ne bom zdaj le spomnil. Bilo je zelo stresno. Ampak ti si bil fan Gagaja že prej, seveda. To ti je bilo, absolutno, ja. Ti je bilo najbolj pomembno. Radio Gagaja, kaj pa Moped Show? Tudi Moped Show smo poslušali. Ja, tudi recimo Rifle je bil fantastičen v tistih svojih likih. Ampak drugače pa Radio Gaga, seveda. In potem se začel... Top lista, nadrealista, jasno, kasneje potem Monty Python in tako naprej. Ti si potem začel like razvijati zahvaljujoč Radio Gaga. A bi jih tudi drugače, če se ne bi pridružil Sašu? Veš, da ne vem. Verjetno bi, ne. Verjetno bi, ampak Saša bi res ena taka dobra odskočna deska, sorodna duša, sam si ga zelo dobro poznal. Ja, spomnim se tistih nastopov, ki sem hodil, ker jaz sem prišel 2003,
oziroma 2-3-2-4. In takrat je bil tudi Šarec, pa Jasna. Kdaj ste se pa ona dva potem pridružili? Ti si bil v glavnem prvi, ki je Sašo vzel v ekipo. Prvi prišel, ja, potem je prišla Jasna Kuljaj, potem Marjan Šarc, potem pa vidva z Artačem. A tak vrstni red je bil? Mislim, da je bil tak vrstni red. Marjan Šarc je takrat tečen, ne? Takrat je bil Larry David na četrto potenco. Recimo temu tako, ja. In koliko je bilo? Mislim, dobra primerjava, ja. Karkoli je Marjan videl v življenju, je imel tisto špico. Točno to. Ampak je bil iz igralskih vod. Jasna je bila iz novinarskih vod. Tako. Ti si bil pa tudi sam takrat, kaj, športni novinar, ja, to je na Valu 202. Na Valu 202. 12 let, 13 let. Čeprav, to je bil tvoje življenje takrat. Gaga, novinarstvo. Tako. Ampak potem nekaj časa potem si nehal biti novinar. Ja. In potem si vztrajal naprej pri Radiu Gajusa. Se spomniš nastopov s Sašatom? Mi smo imeli predstavo Radio Gaga Show, se spomnim. O ja. Ker ti bil en režiser, ki je to zbobnil. Viktor Ljubutin, ki nas je zbobnil na kup. Kje smo imeli v Predoslah, smo imeli tisto vajo, ta prvo. V Predoslah smo imeli vajo. Pridemo gor na oder, evo, zdaj takole, ajde, pop. 20 minut pa smo imeli scenarij narejen, smo scenarij delali. Leta 2005 se je ta režiser odločil, da bo delal Radio Gaga Show po celi Sloveniji. Tarnija. Jaz sem doma iz Krasnojarska, skje že iz Krasnojarska. Ja, mislim, da. In on je rezerviral tisto Predoslah kulturni dom, dvorano, da bomo pa mi zdaj vadili koliko par mesecev, ne? In prva vaja je izgledala tako, da smo se vsi dobili, se pravi, govorimo ti, Marjan Šarec, Tilen Artač, Sašo pa jaz. Tako. In smo se dobili na tej vaji, Sašo prišel s kitaro, ti boš, pa bom jaz. Jurči, ti boš Buš. Ti boš Buš. Pa imaš ti Terminatorja, Schwarzenegger, bom jaz, okej. To pa, bomo že. In smo bili v 20 minutah je bilo narejeno. 20 minut je bilo. A je bilo pol ure? Ja, Viktor je pa sem gledal, pa kaj pa vaja? Nobene vaje. In to je bilo to. In smo v roku enega meseca začeli in smo praktično po vsej Sloveniji, ga ni bilo kulturnega doma, ki ga nismo obiskali. Po celi Sloveniji. In to so bile take dogodivščine takrat, da sem jaz rekel, če jaz ne bom to zapisal, ali pa izdal kot knjigo, ali pa tudi če ne bi izdal, ne bomo verjeli čez 20 let. Ne. In še zdaj, če pogledam tole knjigo za nazaj, si mislim, čakaj malo. A je to možno, da se je zgodilo? Kjer je bil tvoj najbolj odpičen nastop s Sašotom, da se ga spomniš? Da bi rekel... Čakaj, vse jih je bilo takih odpičenih, je bilo ogromno. Enkrat so bila nekje na Koroškem in je en začel kruliti proti nama. Napadati, dobesedno. In je Sašo znoril, dobesedno popizdil. Med nastopom? Ja, med nastopom. In sva bila, v bistvu nastop je trajal, v bistvu jaz še tudi nisem rekel, in je bilo tega nastopa zelo hitro konc. Če bi pa se to še dogajalo ene par minut, bi ga pa verjetno Sašo na gobec. Bi ga? Ja, se Sašo je bil pri sebi? Ja, Sašo je imel... Jaz se spomnim enega nastopa z Marjanom Šarcem, sva bila tudi v neki gostilni. In to nekje 2 uri z Ljubljane. In je gneča, ne? In potem so rekli, kje bomo tu naredili nastop? To ne bomo naredili nastop v baru, v Šanku, tam sem okrog vas. In že to nam že ni več dišalo. Takrat sem bil že tudi jaz tečen, tako kot Šarec, me je privzgojil. Ja, seveda, si se navzel te energije. Navzel sem se sitnosti, ja, in siten sem še zdaj. In takrat gneča, to je bilo, to nisem bilo za premikati. In je rekel Šarec, ti boš šel, jaz grem najprej gor, kot Drnovšek, pozdravim, ti, kot Buš, pozdraviš in greva. Da jaz rekli, to bo v redu. In jaz gledam izza odrja, tam, ki gajbe pera, gledam Šarca, Šarec gre gor, kot Drnovšek hodi. In v enem momentu vidim, nekdo za roko zgrab, in ga začne trest, in ga Šarca začne premetavati. Nekaj je bil prekla. Šarca začne premetavati levo, desno. Joj, to bo pa pretep. In ga je stresel in je prišel gor, je dal čepico gor. Dober dan, Buš. In sem prišel jaz. Hi, folks. Hvala lepa. In sva šla.
To so bili ljudje se ne predstavljajo, kakšne dogodivščine so bile. Te absurdni nastopi, recimo midva so bila enkrat na, v Zagorju. V Zagorju, ja. Tisti, ki je bil klub študentov. En zarjavel mikrofon, ki tudi ta ni delal, niti CD ni delal za Hail to the Chief, za Busha. No, Tilen Artač, pa Sašo, sta pa doživela nastop, ker sta šla pa v neke hribe, v neko kočo. Ja. Ko so babe kolorat gonile. Ja, pa mikrofonov ni bilo, sta bila pa stojali za mikrofon. Vse takih, po moje, zdaj le sem mogoče sproti spominjam teh. Saša tam je bila, v bistvu vsak nastop je bil ena anekdota v bistvu. Ja. Pa poti na nastop, pa z nastopom. Kako si doživel Sašotovo smrt? To je bil en tak velik šok. To je bil težko to pišem. No. To je ena stvar, ki še danes človek težko verjame. Ja. Ne more verjeti še zdaj. V smislu, da ste imeli oddajo, se pravi ob 11, kot vsak, oziroma ob 10 do 11, kot vsak teden, in potem se je pa to zgodilo. Pa Sašo me še pokliče takrat. 12:30, o pol enih me še on pokliče. A je bilo kaj odzival? A je bilo kaj odziva? Jurči, je bilo tole, danes pa ni, ne vem, pa je tole šlo, ne? A je bilo kaj odziva? A je bilo kaj odziva, pa sem bil s prijatelji, zunaj zvečer. Ja. Telefon sem imel na tiho, tako kot ga imam ponovadi naštimanega za razna snemanja. Pride kolegica z STA-ja zraven, telefona niti nisem gledal, pa šok, kad je bil odrezal nekaj. Film. Ja. No, mi smo potem naredili tudi tisti poslov Sašotov na pogrebu. Ti se me je zdelo lepo, se pravi, naredili smo kot en poslovilno radio Gaga oddajo. Ti si v najboljših Gagajev v bistvu vseh časov. Ja, ker je Tilen je zasnoval scenarij na način, da se Sašo gre v onostranstvo. V onostranstvo in da ga sprejemajo vsi liki. Vsi, ki so že pokojni. Tako, ki smo jih fantastično, to je bilo fantastično. Srečo Katona je podkrepil z glasbo. Tako. Odlično. In to je bilo res kar. Tak pogreb bi tudi jaz imel. Ja. Ja, ne to, molim, dajmo se hecati, kot Monty Python, ki je Grant Chapman umrl. Ja. Se ti zdi, da smo Slovenci zadrti na tem področju? Smo. Zakaj se ti? Ne vem, veš kaj, tako mislim, da satira kot satira, ne vem, premlada država smo, premlada demokracija, da bi to še sprejeli. Mislim, da to traja leta in leta, desetletja, stoletja mogoče. Da se odpre? Da. Mogoče, no, ne vem, pa se znamo norca delati. No. Se imamo dosti tudi dobrih igralcev, tudi če prejšnjih časih, tudi žal že pokojni Jernej Šugman. Ja, ne vem. Se ti zdi, da... Ampak Radio Gaga je vedno imel neke sorte bolj, kako rečemo tem, absurdističen humor. Absolutno. Za razliko od, ne vem, nekih zabavljačev na veselicah. Pa ne govorim. Absolutno, ja. V bistvu satiro smo v bistvu resno začeli, resno satiro v bistvu delati takrat v času oddaje Hribar, ne? Z Bojanom Krancem takrat, ne? Točno. Prej bil pa res, so bile pa oddaje čisti absurd. Vse se sam spomniš, ne? Ja. Kakšne imaš pa spomine na oddajo Hribar? Tisti je bilo tudi nekaj novega v slovenskem prostoru, v smislu, da so bile animacije, ki jih je bilo treba sinhronizirati. Ti si imel takrat ogromno likov. Je ogromno likov, ne? Ti si imel, ja, seveda, in ti si imel predvsem igrane like. Ja, ja. Od Bushov do kot gost, ja. Special guest. Lepi spomini, no? Drugače v bistvu Radio Gaga na čisto en drug način. Ja. Se ti zdel kdaj problem, da se nisi našel v teh animacijah, glede na to, da radio je zelo, da ste tam človek sam predstavlja, tle imaš pa sugerirano. Ja, sugerirano je bilo, ne? Predvsem mi smo bili pa na Radio Gaga sploh v času Sašota vajeni improvizacije, ne? Tle je bil pa pač tekst in točno to preberi kot, ne vem, doktor Bučar preberi ta tekst, koliko piše. Ja. Pa drži se vsake pike in vejce. Zaradi kadriranja. Vsakega predloga se drži. Okay, koliko dolgo je trajala oddaja Hribar? Ker jaz sem se prej poslovil. Ti si šel nekje na polovici, ne? Je bilo tako, ne? Se pravi, od 2005? 2005, a je bilo 7 sezon? Koliko je bilo sezon? Aha. Ja, tam okrog 2010 je potem. Kakšen je tvoj delovni proces, ker ustvariti lik ali ti samo pride?
To pride samo od sebe. Ja, pride. Ni v bistvu neke vaje, pač neka kemija, tako kot sem že prej na začetku rekla, neka kemija mora biti v liku, pa ga pa v bistvu sam dograjuješ naprej. Spravi, če bi nekdo izrazil željo, da bi Jure Mastnak odprl šolo za imitatorje, za imitacije, bi se lahko lotil česa tazga in kako bi... A pa recimo, da ti bi ogromno denarja ponudil, ti už pa našega si naučil imitirati. Potem takem ne bi vedel, kaj. Dej prvo denarno mizo, pa se nekaj. Koliko denarja? Ja, koliko denarja? Aha, da, lahko, v redu. Kaj hoče, Jankoviča? Gremo, ne. Desetkrat? Ne. Dobdaček, gabešče, ne gabešče. Hvala lepa, vaš čas je potekel, ne. Ker ti si tudi edini, se mi zdi, v ekipi Gagaja bil in še vedno si, ki ima največ zimzelenih likov, tako kot je bil Sašotov Ambrožič, Sašotov Rode, Šarčev Tudžman. Dela ta je Bodrijaša. Tako, Šarčev Drnovšek. Absolutno. To je bil on. To je bil ta lik. Ti jih imaš. Ne dajo se našteti na prste dveh rok. Te tvoji zimzeleni liki, ki jih imaš. Se ne vem, se jih je že toliko likov, da jih sproti pozabim. Da sem jih že, po moje sem že več kot polovico likov dobesedno pozabil. To je prav, pridejo popolnoma sami od sebe. Ja, tako. To mi je neverjetno. Čeprav po drugi strani te pa razumem na nek način, ker sem bil otrok, sem gledal Mistra Bina. Ja, in mi je bilo tisto... Otroku, veš, da je atraktivno, zdaj ga ne morem videti več. Ampak takrat pa... Si tudi Rowan Atkinson, po moje, ne more več. Bina mu gre na vemo kam, ne. Ti predstavljaš, te ustavijo na ulici, pa ti začnejo... Katastrofa. Ja, totalno. Se spomnim, takrat ni bilo, da bi ga študiral, ampak jaz sem šel spat in sem se začel obnašati kot on, kot otrok. In to res, po moje, potem pride do tebe. Kaj pa risanke? To je pa drugačen izziv. Delaš ogromno tega. Ja, veliko tega. Ampak zdaj se to dela veliko več, kot se je delalo včasih. A je tako? Včasih je bilo to dejansko samo na RTV-ju. Samo na RTV-ju, v Viba filmu, tam na Poljanah so to snemali, v tisti cerkvi. Kako se že tista cerkev imenuje, ne vem. Ja, zdaj pa tega res veliko, ne. Ogromno. Praktično se vsaka risanka, malo večja, malo manjša, sinhronizira oziroma nadsinhronizira. Ja, mi smo delali skupaj Horton Hears a Who. Horton Hears a Who. To je eno lepših doživetij, pa meni se zdelo to zelo izčrpjujoče delo. O ja, je. Ti si tudi tisti risanko tudi režiral, oziroma to sinhronizacijo režiral. Koliko časa ti vzame to, recimo, za sinhronizacijo ene risanke, pa da si glavni lik? Glavni lik, ja, približno, ne vem, čisto odvisno od line counta, ne, koliko imaš besed. Zdaj, recimo, neko risanko bom zdaj v kratkem začel snemati, je predvideno 2 do 3 termine vsakič po 3 ure, 6 ur do 9 ur, v 9 urah, snemalnih urah moram posneti pač to glavno vlogo v risanki. Pa na risanki jasno moraš paziti na usta, kako liki usta odpirajo, da ne končaš na O, če je tist na I, kar zahteven proces. Včasih je tekst predolg, včasih je tekst prekratek, zelo kar zafrknjeno. Med liki, ki jih imitiraš, ali imaš včasih kakšne take, ki jih ne maraš, ki jih sovražiš, ampak jih vseeno dobro imitiraš, da ti grejo na živce? A to v risankah misliš? Ne, na splošno. Ma ne, veš, kot ti mi rekel, čisto vsak... Moraš imeti rad lik. Absolutno ga moraš imeti rad. V bistvu, če nimaš sebe rad, tudi lika nimaš rad, ne. Pa ti je lahko, Donald Trump. Ja. Vse v bistvu, ne, rad ga ne moraš imeti, ne. But you have to love him. But you have to. But you have to. He's a very good man. He's a very good man. He's doing the best for America. Ja. Love and hate relationship v bistvu, ne? Love and hate relationship. Se pravi, ni tako, da bi imel, ne vem, enega ministra, ki ti je davke dvignil, pa ga zelo dobro imitiraš. Prasec. Zdaj ti bom jaz pokazal. Pak si pa, ko imitiraš, ali si tudi sam že satiričen, ali si samo, tako recimo kot Jim Carrey,
ki nima nikoli, oziroma nikoli ni imel v svojih imitacijah komentarja. Ker satira mora imeti nek komentar. Seveda imaš, ne? Itak imam. Ja, itak. Čisto tudi odvisna odlika, no? Kjer lik igraš. Čeprav tvoje življenje je dejansko ena velika zabava. Ja. Ljudje so ti fauš. So mi lahko, pa tebi so tudi lahko fauš. Kako se pa spočiješ od te zabave? Ker tudi od dobrega si treba spočiti. Težko. Težko? Ja, je težko, res je težko. Ampak poletje preživiš na obali. Poletje preživim na obali, Istra je meni zelo všeč. Sam je poznaš Istro. Ja. Zelo dobro. Lepi konci. Enkrat sem se kopal tam. Kopal si se? Kje pa se kopaš? Pa tam smo bili, ne spomnim se najbolj, povedali so mi, da sem se kopal. Da si se kopal? Yes. Jure se je kopal. Ja, kopal sem se. Kopi. Pa enkrat, ja. Se pravi, zime pa preživiš potem v Ljubljani, ker imaš tukaj največ dela. Absolutno. Poletje pa poletje. Kakšne imaš plane za prihodnost, še nove like? Mogoče kakšno svoj podcast, da imajo vsi podcast. Da bi imel Jure tu podcast, kjer bi imel svoje like. Kako bi se pa imenoval? Kako bi se pa imenoval? Človek in glas. Človek in glas. Zdaj, tako se zdaj sliši, da je bilo to en tak... Lotrič bi mogel voditi. Ja. Človek in glas. A pa Jure Longika. Na prizorišče prihaja nova b***ja. Užitek v vožnji. Nova d***a. Užitek na njivi. Predsednica republike. Na Jure, najlepša hvala, da si bil naš gost. Z veseljem. Sem zelo užival. Ogromno sem povedal. Ogromno sem povedal. Odgovoril si na moje vprašanja. To je že zadost. Če bi bila zasliševalca in bi bilo to zdaj na policiji, bi bil jaz kot zasliševalec zelo zadovoljen. Hej, preden greš, klikni tukaj in se naroči na naš YouTube kanal. Imamo pa tudi TikTok, Instagram in Facebook, tako da le urno.